Zaradi leta, ki je za nami, smo letos maraton morali malce prilagoditi. Letos smo v studiu Radia 1, gosti bojo k nam prišli, kot se zdaj reče, nadaljavo, ampak nič hudega, ker tile trije so se na to zadevo navadili do te mere, da bojo naredili svojo naslednjo predstavo oziroma komedijo kar prek interneta. Z nami trije optimisti, Janez Hočevar Rifle, Lado Bizovičar in Goran Hrvačan, in moram povedati, da zelo dobro vidimo tudi na naši spletni strani, lahko gledate livestream radio1.si, zelo dobro vidimo Rifleta, malo slabš Gorana. Slabš pa še spi. Lado se nam pa očitno oglaša iz mojega najljubšega prostora. Lado je v Pojsli. Vse za dobrodelno. Je dal palc gor, ne? Ja, smo te zbudili? Pa, bradi. Ne, kje? Sem začel jutro po koncu. Kralj. Zmečkam pa čist. Glej sebe, poglej. Vaša nova predstava bo zdaj takole izgledala, ne, ali kako? Se pravi, če ljudje vas bojo takole gledali prek interneta in... Mislim, tudi tuširati se vam ne bo treba, ne, mislim, da bez. Mislim, Goran se edin more, ker je še zmer samski, vama se pa ni treba, ne? Kje? No, to je to, pač ne, takole mi bomo tihi in ljudje bojo upili na nas, tako kot vi zdaj. Kaj te, In vi ste optimisti. Ja, res. ti bo najprej si me zmeraj razgledal, zdaj pa zmeraj, že nisem optimist. Kot te šiša. Če ste vi tako manični happy, v 7 zjutraj mora biti pa v kontrabalans. Mi smo... Rifleta zelo slabo slišimo. V bistvu ga sploh ne, vidimo, da usta odpira, ampak slišimo ga pa nič. Zato, ker govorite to, ki je Rifle kar govoril, z en cajt. Vantu. Ja, zdaj se pa slišimo. 1, 2, da prevedem. Joj, ta zoom. Reči, da si tega naslova nismo očitno mi izmislili. A lahko mi, gledalci in poslušalci, vprašamo, na čem ste vi? Na čem? Na stolu. Na stolu. Na koliko kofeta, lej to. Ja, kofeta smo pa že, to pa res kar veliko spijemo. No. Dajmo se malo o tej vaši predstavi pogovarjati, ker to je nekaj, česar jaz ne bi delal na tak način in me res zanimajo stvari, kako bo to potekalo. Se pravi, ker sem lahko prebral, da bojo ljudje, občinstvo, ne, da bojo pač vplivali, dali predloge in komentirali. Zdaj mene zanima, a boste te predloge upoštevali ali ste to samo tako napisali, da pač, ker mora biti en opis? To bo največji natek v zgodovini. Okej. Opa. Ojoj. Rifle, piše tudi, da ste si v predstavi zadali rešiti vse svoje in svetovne probleme. Zdaj, glede na starost, jaz bom rekel, da pač Rifle od vas treh ve za največ teh svetovnih problemov. Ja. Recimo, kako rešiti problem mokrih, podpazduhnih rokavov, sprašujem za prijatelja. Sam tako, da je roke, sam da je roke. Ne, tako ne. Pa pokažejo. Pa ne se naslanjati, ja. Tukaj, kad dobi te stvari, kako to rešiti? Potne srage se reče. Ja. To je v redu. Sam, da mir na svetu urediš, pa je pred vse rešen. Pa je tudi na Švicajo, pa. Drugač pa čisto obstajajo baje vložki za pazduhe. Ja, bravo. Pa jih uporabljaš? Ne, za kaj drugega. Ampak za pazduhe ne rabo. Jaz sem bolj za tampone. Tampon pod pajsko zakon. Lahko mi rečemo, da ste vi v bistvu debato za šankom preselili na internet? Ne. Ne. To ste vi naredili. To smo... Lej,
Stari, kaj ne ti rečem? Poglej, zakaj ti ne bi tega delal? Zakaj ne bi delal predstave po internetu? Zaradi tega, ker ne vem, že zdaj tole mi je, kad delamo, mi je čuden in mi je prav žal, da niste tle v studiu. In me moti in ta zamik in zato, ker ne slišim dobro in vse te stvari me motijo. Ne, razumem, ne te pomerim. To, kar delate v studiu, je čuden. Tako da to se ti ne zdi sam čuden. To je čuden. Ampak mi, stari moj, s tema dvema likoma, stari, biti na internetu, ki pač čudežno dela in vse se sliši in vse se vidi in občasno spustiti kakšnega gledalca noter, da z nami odigra takšen ali pa drugačen prizor. Stari, če ti povem po pravici, to je top shit. Veliko raje vidim na ekranu, kot osebno. Iskren pa, iskren. Je lepo, da si iskren. Kaj boš danes počel, Lado? Kaj boš vstal? A boš to? Brigi se ti zase. Ob 5 zjutraj ne bo zaslišal. 7, pol 8 bo. Od 1 do 10 rifle, koliko vam gre Lado na živce? Veš kaj, ker v postelj ga pustimo takole včasih. Ne. Ampak zaenkrat je še v redu, ker smo na velike razdalji. Upam, da nikoli. Drugač pa toliko časa traja, da si jaz komi plenice zamenjam. Ja, da best. Ta spi, unma plenice, unma tampone. Ful načrtov za en dan. To je to. Hvala, da ste se oglasili in da delate prvo in edino komedijo za kavčarje v Sloveniji. To je to, fajn pa bi bilo, da greste tudi daj kaj izbajte. Ja, Lado, nate misel. Stušeri se, zobe umit, pa pek daj ven. Lepo bote vsi trije. Se gledamo, čau, optimisti. Veseli december na Radiu 1.